Mir, no! V paradi je sodelovalo 27 mladine, 18 žensk, 18 praporov, 92 gasilcev in 17 vozil, reporterov poveljnik Potoka Drago. Hvala lepa, lahko nadaljujete. Razumem. Mirno! Na mestu odmor! Človek pospremi v svet svoje besede, si seveda iskreno želi, da bi jih drugi videli takšne, kot v resnici so. Hudomušne, neformalne, sproščene, jezikave, simpatične in morda domiselne. Ko pa leti zablodijo v svet in se spotikajo ob možganskih vijugah slehernika, nič dolžne, nič krive nenadoma dobijo pečat uperjenih, formalnih in Bog ne daj celo političnih besed. Zato bodo naslednje besede, ki so namenjene današnjim slavljencem, pospremljene v svet z veliko stopnjo požarne nevarnosti in nemajhnim strahom, da se zagozdijo v marsikatera ušesa. Zatorej, spoštovane tovarišice in spoštovani tovariši in vsi ostali običajni smrtniki, lepo pozdravljeni na začetku današnje slovesnosti. Tole seveda ni otvoritev kakšne partijske seje, ampak preprosto naslavljanje gasilk in gasilcev z nazivom tovariš, ki so ga vzeli za svojega že pred letom 1900. Tovariš je bil takrat še naziv za prijatelja, sodelavca, človeka, ki mu je v preizkušnjah lahko bilo zaupati in si se lahko zanesel nanj, ko je bilo najbolj potrebno. Danes pa je seveda beseda tovariš za vse nas običajne smrtnike nič kriva, nič dolžna, obtežena s politično preteklostjo in naziv, ki smo ga odvrgli v ropotarnico zgodovine. Gasilci so tovariši tudi zato, ker se tovariš dosti bolje obnesel v kakšni ognjeni stihiji, kot kakšen gospod, ki bi jo najbrž podurhal na varno takoj, ko bi se stopinje začele preveč vroče objemati s Celzijem. Gasilci s ponosom nosijo naziv tovariš, saj ima zanje ta naziv svojo filozofijo, svojo zgodovino, svojo težo in predvsem svojo čast. Zato mi je na začetku te slavnostne prireditve v čast, da vas, spoštovane tovarišice in tovariši, gasilci, lepo, in če si smem to dovoliti, tovariško pozdravim. Gasilska društva so bila od nekdaj z neštetimi vezmi vitalno povezana s svojim krajem. Poleg svoje osnovne dejavnosti so bila vedno tudi nosilec mnogih družbenih in kulturnih dogajanj v svoji sredini. Gasilske veselice pa so bile tako ali tako od nekdaj dogodek, okrog katerega se je zbrala vas in kjer so se ponavadi gasili požari bolj osebne oziroma ljubezenske narave in se je morda posledično zaradi tega v kraju dvignila nataliteta, kar za Slovence niti ni tako zanemarljiv podatek. Vsaka vas, ki kaj da nase, ima cerkev, gostilno in gasilski dom. Komenda, ki je velika vas in majhno mesto, ima še dosti več kot to. Gasilci v komendi, katerih zgodovina stega vsaj 110 let nazaj, so eden vitalnih delov naše vasi in so nedvomno veliki. Zato je seveda prav, da spregovorijo tudi sami. Zato vabim k besedi predsednika prostovoljnega gasilskega društva Komenda, tovariša Matjaža Smolnikarja. Ob naši 110-letnici bi toplo pozdravil prisotne goste. Župana občine Komenda, gospoda Tomaža Drolca. Predsednika Gasilske zveze Komenda, tovariša Ivan Hledeta. Poveljnika Gasilske zveze Kamnik, tovariša Janez Repanšek.
častnega poveljnika Gasilske zveze Kamnik, tovariša Jožeta Brleca, starejšega. Predstavnike vseh prisotnih gasilskih društev. Narodne noše in predstavnike medijev. Kot je bilo že rečeno, sega zgodovina komenškega gasilstva vsaj 110 let nazaj. Zato bi lahko rekli, da je od takrat pa do danes preteklo zares mnogo vode in ugasnilo nemalo požarov. Seveda govorimo o vodi, ki je pritekla iz gasilskih cevi, takrat v tistih pionirskih časih bolj pljuskoma in z majhnim pritiskom, danes pa se bari vzpenjajo v nebo in smelo pošiljajo vodne eskadrilje v neustrašen boj z ognjeno stihijo. Kronika 110-letnega obdobja komenških gasilcev je seveda pestra, žalostna, vesela in ponosna obenem. Lahko bi rekli, da je bila kdaj tudi črna, vsekakor pa je bila takšna, da bi jo lahko mirne duše postavili obok tudi visoški, če hočete. Več o tem pa zopet predsednik prostovoljnega gasilskega društva Komenda, tovariš Matjaž Smolnikar. Prvi zanesenjaki, ki so orali ledino na takrat novem področju ustanavljanja gasilskih društev na Slovenskem, so pričeli v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Vse skupaj se je pričelo v Metliki. Ko so takratni napredni ljudje sprevideli, da je to zelo potrebna stvar, so se začela tudi drugod po Sloveniji ustanavljati gasilska društva. V to so jih primorali večji in manjši požari po podeželju in mestih. Do tedaj niso poznali nobene organizacije, ki bi jim ob tem priskočila na pomoč. Tudi v Komendi so pričeli razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva že veliko pred uradnim začetkom, vendar pa so se registrirali šele leta 1894, ko je tedanja deželna vlada v Ljubljani potrdila njihova društvena pravila. Že pred samo ustanovitvijo so s pomočjo deželnega odbora, Kranjske hranilnice, zavarovalnice Adriatika, takratne občine Kaplavas, Klanec, Mlaka in Nasovče zbrale 1151 goldinarjev in 16 krajcarjev finančnih sredstev, kolikor je stala nova brizgalna. Naročili so jo pri Albertu Samasi v Ljubljani. V Komendo je ta nova pridobitev prišla 5. aprila 1893 in bila začasno shranjena v skladišču Andreja Mejača, kateri je bil tudi prvi načelnik gasilskega društva. Že čez 5 dni so jo komenski gasilci prvič zares uporabili pri požaru na Klancu, pri Mencalu in Drešarju. Tradicija prirejanja gasilskih veselic se je pričela v našem kraju že leta 1897. Kateri skupiček je bil namenjen izgradnji prvega gasilskega doma. Že čez 1 leto pa je bila slavnost in blagoslovitev novega objekta, ki so mu tudi takrat rekli hramba za gasilsko orodje. Med obema vojnama so si v društvu prizadevali, da se čim bolje opremijo z novimi brizgalnjami in gasilskim orodjem. Velika nova pridobitev leta 1952 je bila nabava gasilskega avtomobila Fiat z grajeno črpalko za brizganje vode. Leta 1954 so na seji upravnega odbora določili gradbeni odbor za zidavo novega gasilskega doma. Stari dom je bil že v slabem stanju, poleg tega pa je bil premajhen za takratne potrebe. Leta 1960 je bil novi gasilski dom dograjen. Največ zaslug, da so dela tako napredovala, je imel takratni predsednik društva Franc Sršen, ki je pri sami gradnji tudi veliko pomagal. V nadaljnjih letih je bil zopet poudarek na nabavi nove gasilske opreme,
za katero je veliko prispevala Gasilska zveza Kamnik. Leta 1971 smo z njeno pomočjo krajevne skupnosti, Komenda, prostovoljnimi prispevki gospodarskih organizacij uspeli kupiti motorno brizgalno Rosenbauer in gasilski kombi IMV. Skrb za izobraževanje in usposabljanje gasilcev se je okropila po letu 1975, ko se je organiziral tečaj za izprašenega gasilca. Tega leta so se na pobudo zbrale tudi članice in se udeležile gasilskega občinskega tekmovanja. Te članice so danes prerasle v veteranke, na katere smo zelo ponosni, saj so se v letošnjem letu udeležile državnega gasilskega tekmovanja v Kočevju, kjer so osvojile bronasto tekmovalno značko. Proslave ob 90-letnici ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva Komenda se je poleg domačih gasilcev udeležilo še 10 drugih gasilskih društev s praporji. Prostovoljno gasilsko društvo Komenda je ob tem jubileju razvilo pionirski gasilski prapor. Začela se je porajati želja po novem vozilu, avtocisterni. Želja se je le delno uresničila leta 1987, ko smo dobili nov orodni avto, tam 80, kateri nam služi še danes. Avtocisterno pa smo dočakali šele ob 100-letnici ustanovitve društva, ob tej priliki pa je razvilo tudi jubilejni prapor in izdalo knjigo 100 let gasilskega društva v Komendi. V desetletju, ki je sledilo, smo veliko delali na izobraževanju gasilcev. Današnji način življenja se je neverjetno spremenil, glede na pionirske čase prostovoljne gasilske brambe. Prinaša nam veliko dobrega, pa tudi slabega. Prvotno smo imeli skrb le pred požarom, sedaj pa so tu še nevarna razlitja, tehnično reševanje iz vozil, stavb, ruševin in še kaj bi se našlo. Vemo, da mora biti danes gasilec tehnično in strokovno podkovan, če se hoče zoperstaviti rdečemu petelinu ali drugim nesrečam ujmam. Zato se pogosto udeležujemo raznih tečajev, specialnosti v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Ob tem še nekaj statistike. Trenutno je v društvu 244 članov, od teh je 15 pionirjev, 17 mladincev, 4 pripravniki, 38 prostovoljnih gasilcev operativcev, 3 prostovoljni gasilci rezerva, 16 veteranov, 60 članov, 90 podpornih članov in 1 častni član. Po specialnosti pa imamo usposobljene gasilce za naslednje tečaje. Osnovni tečaj 74 članov, nadaljevalni tečaj 51 članov, vodja skupin 16 članov, vodja enote 15 članov, vodja enot 6 članov, člani višjih poveljstev 1 član, strojniki 13 članov, izolirni dihalni aparat 10 članov, radijske postaje 15 članov, tehnično reševanje 10 članov, nevarne snovi 5 članov, sodnik 5 članov in 5 mentorjev. Po činu pa imamo 30 gasilcev, gasilec prve stopnje 33 članov, gasilec druge stopnje 8 članov, nižji gasilski častnik 3 člani, nižji gasilski častnik prve stopnje 3 člani, nižji gasilski častnik druge stopnje 6 članov, gasilski častnik 2 člana, gasilski častnik prve stopnje 1 član, gasilski častnik druge stopnje 4 člani in pa višji gasilski častnik prve stopnje 1 član. Pri tem nam Gasilska zveza Komenda finančno in moralno veliko pomaga, ter bi se ji ob tej priliki toplo zahvalil. Prav tako bi se zelo lepo zahvalil tudi našemu županu občine Komenda,
gospodu Tomažu Drolcu za pokroviteljstvo slavnostne prireditve ob tem našem jubileju. Hvala lepa. Seveda pa gre zahvala tudi vsem krajankam in krajanom za finančno in drugačno podporo, ki jo izkazujejo nam gasilcem že več kot 110 let. Želim, da bi tako prijateljstvo in podpora vseh ostala še naprej. Kot se je gasilstvo v Komendi rodilo iz plemenite želje o svoji dolgi zgodovini in prineslo toliko bogatih sadov, tako nam tudi sedanje in prihodnje rodove komenskih gasilcev odlikuje zavezanost gasilske zapovedi na pomoč bratje in sestre v gasilski službi za lepši, predvsem pa varnejši jutri. In čestitam prostovoljnemu gasilskemu društvu Komenda o visokem jubileju 110 let tako uspešnega dela. Da, v teh 110 letih je bilo v Komendi marsikatera kmetija, marsikatero gospodarstvo, marsikatera delavnica rešena s tem, ker je bilo v Komendi ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo. To društvo dobro delovalo vseh 110 let. In če se ozremo na današnje društvo, ga lahko samo pohvalimo. Lahko rečem, da je v smernicah Kongresa Gasilske zveze Slovenije, ki je bil lansko leto v maju na Bledu, in je med drugim tudi zavezujoč, da ima društvo mlade članice in veterane. In prav ponosen sem, da ima vaše društvo toliko mladih, toliko tudi mentorjev, da se ukvarjajo z mladino, toliko članic, ki so v ponos ostalim gasilcem, in veterane, in celo veteranke, katere so bile uspešne na državnem tekmovanju. To je samo za pohvaliti. Toda so še druge stvari. Gasilci v današnjem času se moramo neprestano izobraževati. Marsikdo ne ve, da danes, če nimaš te izobrazbe, niti ne smeš iti na požarišče, za kar je odgovoren poveljnik. In marsikdo reče, pa zakaj je potrebno toliko gasilcev? Še premalo nas je. Vedeti moramo, da vsak takrat, ko je potreben, ni doma, potreba je pa nujna. Nekateri nas primerjajo celo z raznimi športnimi društvi. Toda športno društvo, ko je tekma, ko je slabo vreme, ko je naliv, je tekma odpovedana. Gasilci pa ravno takrat, v najhujšem, to se pravi v nevihtah, udarjajo strele, je potres, je ne vem kaj, moramo v akcijo. In to se je treba zavedati. In spoštovanje vsem, ki grejo prostovoljno v gasilstvo in se potem ravnajo po pravilih Gasilske zveze. To ni tako enostavno, kot se nekdo predstavlja. Gasilce vidi naprimer samo danes, v paradi, v oblekah, ne vidi jih pa takrat, ko so v akciji. Zato vsem še posebna pohvala tudi zato, ker vzamejo svoj dopust za izobraževanje. Zato, da lahko pomagajo drugim. In to se dela tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Komenda. Zato so imeli na letošnjem občinskem tekmovanju kar 90 celin, kar je treba čestitati. Upam in želim, da bo še naprej in da bodo še naprej tako sodelovali z Gasilsko zvezo Komenda, katera v svojem 5-letnem delu deluje zelo dobro. Lahko rečem, da največ smo pridobili ravno pri tem, da se usposablja kader, zato, ker se čutimo, da smo na svojem teritoriju mi tisti, ki smo odgovorni za morebitne nesreče. S tem bi še enkrat čestital ob 110-letnici prostovoljnemu gasilskemu društvu Komenda in bi po
nalogu predsednika Gasilske zveze Slovenije, ki se ni mogel udeležiti današnje slovesnosti, društvu podelil posebno priznanje ob 110-letnici uspešnega delovanja. Pomoč. Prosim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Komenda, da prejme to priznanje. Pri gasilcih je med drugim tudi važno, da dobro ciljajo. Saj je potrebno vodne pošiljke poslati na točno določen ognjeni naslov. Eden takšnih, ki je že mnogo požarov smrtno ranil v njihovo ognjeno srce, je tovariš, ki zares dobro cilja. Poveljnik Gasilske zveze Komenda, tovariš Marjan Koncilja, ki pa je menda zbolel, zato mu seveda upravičimo, če ga ni tule, seveda pa zasluži en aplavz za svoje hitrejše okrevanje. Komenški gasilci so bili včasih pod kamniško občino, oziroma so bili požari v Kamniku in okolici pravzaprav požari na njihovem domačem dvorišču, kar do neke mere velja še tudi danes. Zato seveda Kamničani lahko še vedno zanesejo na komenške gasilce. Ampak lepo vas prosim, ne preveč in ne za vsako ceno, kajti Komenčani si že od nekdaj želijo hitrejši in modernejši gasilski avto. Zato bi se kaj lahko zgodilo, da bi samo prišli pogledati vaše pogorišče in bi se z vodo iz njihove cisterne kvečemu lahko odčajali. K besedi vabim predstavnika Gasilske zveze Kamnik, poveljnika tovariša Janeza Repanška. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, dragi gostje. Res je, da še ni dolg, ko smo bili pod skupno streho, jemali smo z enega žakla, opremljali smo se z enega žakla, ker je pa čas zahteval svoje, se je Komenska s svojimi društvi odcepila in je ustanovila svojo gasilsko zvezo v sklopu svoje občine. Mi smo ostali majčkeno ukrnjeni, kar se tega tiče, s tem se je tudi teritorij zmanjšal, ampak meje med občino Kamnik in občina Komenda je samo na papirju. V resnici se pa pomoč nikjer ne pozna, da bi bila meja tista, ki bi to pomoč zadržala. Upam, da bo to sodelovanje ostalo na takem nivoju, kot je do zdaj, ker imamo skupno izobraževanje, skupna tekmovanja, vse, kar je na nivoju zvez, se združuje, tako da je stvar, bom rekel, tudi cenovno bolj ugodna za oboje in pa strokovno se lahko te stvari izpeljejo na velik boljši način. Ker je bilo pred mano že veliko govornikov, ne bi jaz jemal dragocenega časa, bi se slavljencem lepo zahvalil za povabilo in jim zaželil še nadaljnjih več 100 let delovanja v prid ljudstva. Častne funkcije že morajo biti dokaj imenitne funkcije in imajo predvsem pri gasilcih zares svojo težo. Jaz si takole laično predstavljam, da se je moral nekdo, ki nosi tak častni naslov, pri gasilcih v življenju pretepati z mnogimi požari, zato ima ta njegov naziv svojo zgodovino in zasluge, ki so mu pridelale in prigasile ta naziv. Zato mi je v čast, da napovem častnega poveljnika Gasilske zveze Kamnik, tovariša Jožeta Berleca starejšega. Vse gasilce in vse navzoče pa lepo pozdravljam. Zelo sem vesel, da vas vidim v takem velikem številu, kar tudi odgovarja za tako visoko obletnico, kot je 110 let gasilskega društva Komenda. Vsaj je tudi starejši društva, so najstarejše, so tam 130 let, mlajša so pa tudi lahko od Ulanke, vendar tistih je bolj malo. Spominjam se, da sem več kot pol stoletja hodil v to vašo lepo vas
lek kaj in smo skupaj reševali, ko sem še prej poveljnik občinske gasilske zveze, Kamnik, reševali te težave. Kot vsako društvo ste videli početi najprej z ročnimi brizgalnami, potem motorke, najprej je bil voz, potem so bili avtomobili, majhni, veliki in tako naprej. In kar naprej bi hoteli še modernejše, še večje. Seveda, razvoj je tukaj in zato moramo tudi mi gasilci iti z razvojem naprej, ne zaostajati zadaj. To pa zahteva tudi izobrazbo gasilcev, kot je že prej bilo naštetih, imate tudi vi tekalost. No in to mora biti. Spomnim se pa, ko vas danes gledam, da je pred 30 oziroma 40 leta smo takole stali, oziroma pripravljali smo se za parado v gasilskem društvu Nevle. Prav lepo popoldanska nedelja je bila, danes je sobota. In ko že korakamo proti gasilskem domu, je zapiskala sirena, kaj pa zdaj? Oko meni govori Mejačeva hlev. Ala, hitro smo končali, je bila parada, jaz tega vam ne želim danes, da bi tudi tako bilo, ampak povem, hitro smo še gasitele in veliko da se gasil v paradnih oblikah. Sveda so bile žene pol veseli, ko smo jih dan prenesli. No in 14 dni pozneje je bil še en požar, ravno kot tukaj zraven trava. Komisija, ki je bila tukaj, je ugotovila samovžig sena. Se je rekel, ne bo samovžig, jaz to dobro poznam, ne bo nekaj drugega. In potem se je lepo pokazalo, da je bila ljubezen tista močna, ki je vžgala travo obakrat. Res, ljubezen je velika in prav je, da je, vendar ne bi bilo treba, da hodimo po mi na nedeljo gasiti. Ne se to uredi kako drugače. To ne bom nikdar nikoli pozabil in tudi iz gasilcev, ker ni bilo malo takrat, kot 60 in smo gasili pa še kar po 2 dni. Tista Evropa je metala dol svoje, pa smo mi v delovnih oblikah, ne več uporabnik. Tako, tako je naše delo gasilsko in kadarkoli je potrebna pomoč, tudi poplave, ki jih imate tukaj pri vas, vam da dosti dela in požari tudi. Vedno smo skupaj in hočemo pomagati en drugemu, ne glede na mejo oziroma občinsko zvezo, ampak kjerkoli je, tam boste lahko vi šli nam pomagati ali pa mi vam karkoli, da se ta stvar čim boljš uredi. V tem bi jaz prenehal, da vas ne bom modil kaj časa, ker sem zase klopi rezervirane za vas in še tudi kaj drugega. In želim gasilskemu društvu Komenda ob 110-letnici še veliko uspeha, pa čim manj požarov, in upamo, da se bomo še kjerkrat dobiti po kakšne take slovesnost, večkrat kot pri požarih. Na pomoč. No ja, slovesnosti še ni čisto konec, pravzaprav še zdaleč ne konec, zato bo zdajle takole za intermezzo zaigrala mestna godba Kamnik, eno od svojih skladb.
Vem, da ste že neučakani, da mogoče kdo čaka veselico, obljubljamo, da bomo hitro končali, ampak vendarle brez priznanj in določenih formalnosti ne gre in te bomo seveda opravili. Kot sem že rekel, brez priznanj seveda ne gre in taki slavnostni dogodki so kot nalaz za to, da jih podelimo. Mi smo, oziroma gasilci, prostovoljno gasilsko društvo Komenda je za prizadevno delo določenim posameznikom določena priznanja za prizadevno delo že podelila včeraj na slavnostni seji. Ker bo zdajle pravzaprav podeljenih še nekaj priznanj, bi bolj telegrafsko naštel, kdo vse so dobili različna gasilska priznanja že včeraj na že prej omenjeni slavnostni seji. In sicer so dobili plaketo gasilskega veterana Fajdika Katarina, Smolnikar Marija, Sodnik Frančiška, Sršen Ernestina, Vrhovnik Martina, Juhant Max, Juhant Peter, Kočar Jože, Perne Anton, Sodnik Slavko in Sršen Franc. Priznanje Gasilske zveze 3. stopnje pa je dobila Korbar Nada, dobil Menciger Aleš, dobil Peter Peterlin, dobila Vidmar Marija in priznanje Gasilske zveze 1. stopnje je dobila Štebe Iva. Gasilsko plamenico 3. stopnje pa je dobil Dacar Boštjan, Mencigar Istok, Poglajen Stanislav, Potokar Igor, gasilsko odlikovanje 3. stopnje pa je dobil Juhant Max, Sršen Franc in Smolnikar Max. No ja, bili ste opozorjeni, da s priznanji še nismo končali. Za predsednika se dostikrat reče, da ima reprezentativno funkcijo, da njegove pristojnosti niso samo operativne, ampak da predstavlja svojo institucijo. Ena od pristojnosti je vsekakor tudi ta, da podeljuje in prejema nagrade. Torej, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Komenda bo zdajle podelil priznanja za pomoč in dolgoletno uspešno sodelovanje na področju požarnega varstva, vendar pa bodo ta priznanja predstavniki dobili kasneje po slovesnosti in jih bomo zdajle samo prebrali. In sicer priznanje dobi prostovoljno gasilsko društvo Križ, prostovoljno gasilsko društvo Moste, prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, prostovoljno gasilsko društvo Šmarca, prostovoljno gasilsko društvo Tunice, prostovoljno gasilsko društvo Sela, Gost, Nevlje, Srednja vas, Špitalič, Šmartno, Zgornji Tuhin, prostovoljno gasilsko društvo Motnik, prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Duplica, prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Svilanit, prostovoljno gasilsko društvo Topole, Mengaš, Zalog, Lahovče, bomo končali, Vodice, Polje in to je vse. Ja, predsednik tovariš Matjaž Smolnikar se bo danes nadelal. To sem mislil v smislu dela in ne tistega, kar se lahko zgodi kasneje na veselici. Ob tej priložnosti, ker je ljubezen obojestranska in vsestranska, bi se rad nekaterim cenjenim gostom oddolžil skromnim darilom. In sicer bi se prvemu rad zahvalil gospodu oziroma tovarišu Jožetu Berlecu starejšemu.
tovarišu Janezu Repanšku, priznanje za pomoč in dolgoletno uspešno sodelovanje na področju požarnega varstva. Hvala lepa, da bomo še tako naprej sodelovali. Hvala. gospodu županu Tomažu Drolcu, Priznanje za pomoč in dolgoletno uspešno sodelovanje na področju požarnega varstva in pa Janeza Repanška. Ja, hvala lepa za to priznanje našemu prostovoljnemu gasilskemu društvu. Moram reči, da je prekrasno in se jim zato zahvaljujem. Bo dobilo eno od lepših mest na naši občini. Hvala lepa. in še eno skromno darilo tovarišu Ivanu Hladetu. Podarjamo Gasilski zvezi Komenda. No, tako lepo priznanje. Hvala lepa. Jaz bi se zahvalil prostovoljnemu gasilskemu društvu Komenda za to pozornost in želim, da še naprej tako sodelujemo, kot smo se do sedaj. Isto bi želel, da sodelujemo naprej še tako z občino Komendo in županom Tomažem Drolcem, kot da sedaj, da bomo našli skupni jezik in da bodo tudi naši gasilci imeli zaščitno obliko, kot je veleva zakoni in ostalo opremo, da bojo varni na požarišču. Je tako, skoraj vsi smo dobili darila in si izmenjali poljube in svet je zopet lep, če prej slučajno ni bil. Obljubljam pa, da bo čez nekaj časa še lepši in da bomo dobili krila. Takole, na koncu zaželimo vsem gasilcem, posebej pa še komenškim, da se v svojih vaseh dobro počutijo in da bi njihov zaščitnik Sveti Florjan imel malo dela, da bo svojo vodo lahko porabil za zalivanje vrtov in rož. Če pa že kje mora biti kakšen požar, naj se raje razplamti od ljubezni v srcu kakšnega dekleta ali fanta, tega pa bodo v to nedvomim znali vrli gasilci in gasilke z lahkoto pogasiti. Takole, čisto na koncu, preden nam godba odigra svojo zadnjo pesem, vabim vse udeležence v paradi in vse visoke goste za gasilski dom na skromno zakusko. Za vse nas, ostale navadne smrtnike, pa velja obvestilo, da se je unijel šank in da je tam nujno potrebno gasiti. Zato vam kličem na pomoč. Ko bo nevarnost odpravljena, pa smo vsi vabljeni na veselico z bogatim srečolovom, ki nam bo vsekakor dala krila. Rajanje se lahko prične. In zdaj še...
Mirno! Prosto!